Živijo in dobrodošli v novi oddaji o parašportu, oddaji Tempo. Novo leto je za nami in pred nami so tiste vsakoletne novoletne zaobljube, kjer si rečemo, da bomo več časa posvetili stvarem, ki jih imamo bolj radi, ali pa da bomo probali kaj novega. Zame to, da smučam, ni povsem novo, sem že lani to preizkusil in me je res takoj navdušilo. Bo pa novo to, da bom danes prvič smučal po žarometi in opravil nočno smuko, kar me res veseli. Smo na smučišču Mojstrana, kjer so svoje prve zavoje opravili nekateri znani smučarji, kot so Jure Košir in Alenka Dovžan. Ne smemo pa pozabiti niti na odličnega parasmučarja Jerneja Slivnika, kateri se trenutno pripravlja na zimsko paraolimpijado v Italiji. Jaz že komaj čakam, da zapeljem pod te reflektorje in naredim kakšen zavoj. Vi pa si ta čas poglejte, kaj smo za vas pripravili v današnji oddaji. Najprej se bomo ozrli nazaj po parašportnih uspehih minulega leta. V rubriki Postani športnik predstavljamo odlično parakarateistko Dijandro Bekčič. V okviru projekta Odbito smo obiskali trening odbojke sede na osnovni šoli Prestranek in bili na otvoritvi novega parašportnega centra v prostorih Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja. V prvi oddaji Tempo v letu 2026 se bomo najprej ozrli nazaj po parašportnih uspehih v letu 2025. Dobro nam je šlo. Slovenski parašportniki so v letu 2025 nastopili na 69 tekmovanjih. Od tega je bilo 42 mednarodnih. Med njimi 10 evropskih in 10 svetovnih prvenstev ter 1 olimpijada gluhih. In z olimpijado gluhih Tokio 2025 tudi začenjamo naš pregled. Slovenijo so na poletni olimpijadi gluhih v Tokiu zastopali tenisač Marino Kegel, plavalec Alessandro Ambrožič, atletinje Leja Glojnarič, Iris Breganski, Izabela Mort in Viktorija Horvat ter atlet Tadej Enci. Prav vsi naši športniki so pokazali odlične predstave ter izboljšali kar nekaj osebnih rekordov. Domov so se vrnili s 3 bronastimi odličji, ki jih je osvojila atletinja Leja Glojnarič. Leja je kljub poškodbi in bolezni pokazala neomajno voljo in predano športu in se na zmagovalni oder povzpela v skoku v višino, teku 110 metrov ovire ter v mnogoboju. V mnogoboju se je takoj za Lejo na 4. mesto z vrhunskimi nastopi uvrstila Iris Breganski. Odlično pa je nastopil tudi tenisač Marino Kegel. Premoč drugemu športniku je priznal šele v polfinalu, ter se tako v izredno močni konkurenci zaustavil tik pod stopničkami in dosegel 4. mesto. Posebej pa izpostavimo še najmlajšega člana slovenske reprezentance, 15-letnega plavalca Alessandra Ambrožiča, ki se je na svojem prvem tako velikem tekmovanju v svoji najmočnejši disciplini 200 metrov hrbtno uvrstil v finale, odplaval osebni rekord in postal 5. najboljši gluhi plavalec na svetu. Najpomembnejše tekmovanje za naše mlade športnike pa so bile Evropske igre mladih v Istanbulu. Slovenijo je na igrah zastopalo 6 parašportnikov. Najbolje se je izkazala paranamiznoteniška igralka Karin Praček, ki je osvojila 3 odličja, 2 bronasti in 1 srebrno. Medaljo pa sta osvojila tudi igralca dvoranskega balinanja Borti Tjerlak bronasto in Anže Strasberger srebrno. Anžetov brat Enej Strasberger pa je dosegel 4. mesto. V močni plavalni konkurenci sta svoje dobre nastope pokazala tudi plavalca Nina Bjadov in Tristan Majcenovič. V lanskem letu se je odvilo 10 svetovnih in 10 evropskih prvenstev. Na tem mestu izpostavljamo le nekaj najbolj vidnih uspehov naših parašportnikov v naključnem vrstnem redu. Pa začnimo tokrat s paraplesalci. Iz svetovnega prvenstva v Košicah na Slovaškem so se vrnili s kar 6 odličji. Nastija Fiolič je postala 2-kratna svetovna prvakinja. Slovenski ekipni uspeh pa sta vsak s po 2 odličjima odlično dopolnila Nika Bratuš in Amir Alibabić.
Svetovno prvenstvo v hejbolu v Avstraliji sta zaznamovala slovenska tekmovalca. Matej Brajkovič je postal svetovni prvak, David Slaček pa je ekipni uspeh dopolnil s 3. mestom. Tudi paraplezalci so osvajali medalje. Na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji so na zmagovalni oder stopili vsi 3 reprezentantje, vsak v svoji kategoriji. Tanja Glušič je skupaj z vodnikom Mitjem Projetom osvojila 3. mesto. Prav tako 3. je bil Matej Arh. Manca Smrekar pa je priplezala do srebrnega odličja. Ponovno se je izkazal tudi parakolesar Anej Doplihar. Na svetovnem prvenstvu v Belgiji je najprej navdušil z 9. mestom v vožnji na čas, potem pa na cestni dirki za malo zgrešil zmagovalni oder in ciljno črto prečkal kot 4. parakolesar na svetu. Slepi tekač Robi Kogovšek vedno znova napreduje. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Indiji je s sotekačem Janom Terčkom v pretekmovanju najprej odtekel osebni rekord, nato pa je v finalu teka na 400 metrov osvojil 7. mesto. Tu pa so še uspehi z 2 evropskih prvenstev. Parakarateistka Diandra Bekčič, mojstrica karateja 3. dan, se je ponovno odlično izkazala na največjem tekmovanju stare celine. Na evropskem prvenstvu v Jerevanu v Armeniji je postala evropska podprvakinja. Slovenska ženska reprezentanca odbojke sede ohranja renome ene najboljših evropskih ekip. Na lanskoletnem evropskem prvenstvu na Madžarskem so se uvrstile tik pod zmagovalni oder na 4. mesto. Pregled pa nadaljujemo z 2 za slovenski parašport izredno pomembnima športnima dogodkoma, ki nastajata v organizaciji in soorganizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja. Liga NLBWIL, ligaški turnir v košarki na vozičkih, je stalnica vsake košarkarske sezone že 17 let. Turnir v letu 2025 pa je bil za Slovenijo zgodovinski. Košarkarji ekipe Parasport Slovenija so se prvič zavihteli na sam vrh. Na domačem zaključnem turnirju v dvorani Hale Tivoli pred domačimi navijači so prepričljivo zmagali in prvič postali prvaki lige NLBWIL. Paranamizno-teniški turnir iFIL Slovenija Termana Open v Laškem ima še daljšo tradicijo. V letu 2025 se je odvil jubilejni 20. iFIL Slovenija Termana Open je največji mednarodni turnir na svetu. Odlična priložnost za domače paranamizno-teniške igralce, da se pomerijo z najboljšimi na svetu in to ob podpori domačih navijačev. Včasih pa domov odnesejo tudi odličja. Letos je kar 3 osvojila Andreja Dolinar, med drugim bron v igri dvojic z reprezentančnim kolegom Primožem Kanclerjem. Lansko leto pa je s turnirjem v Laškem povezana tudi žalostna novica. Veliko prezgodaj se je poslovil Gorazd Vecko, srce in duša turnirja od samega začetka. Paranamizno-teniški strokovnjak svetovnega slovesa, ki je bil zaslužen tudi za slovensko zlato paralimpijsko odličje Mateja Pintar. Svet parašporta je z njegovim odhodom izgubil velikega srčnega človeka. Če smo naš pregled začeli z največjim tekmovanjem minulega leta, pa ga zaključimo z najbolj srčnim tekmovanjem. Zimskimi svetovnimi igrami specialne olimpijade Torino 2025, ki so letos potekale pod sloganom Prihodnost je tukaj. Slovenski športniki specialne olimpijade so na igrah osvojili kar 20 odličij. In čeprav se športniki vedno veselijo vsake nove priložnosti, da na tekmah pokažejo svoje sposobnosti in osvajajo medalje ter spletajo prijateljstva športniki iz vseh koncev sveta, pa je vedno lepo in srčno priti nazaj domov, kjer jih pričakajo družine in prijatelji. Vsi ti vrhunski uspehi so le češnja na torti slovenskega parašporta. Čestitke pa veljajo prav vsem našim parašportnikom, ki so tudi v letu 2025 premagovali tako svoje parašportne sotekmovalce, kot tudi svoje lastne meje. In naj tudi leto 2026 prinese veliko dobrega parašporta in veliko lepih parašportnih dosežkov.
Že vrsto let lepe športne uspehe niza naša odlična parakarateistka Diandra Bekčič. Takole se nam je predstavila v rubriki Postani športnik, rubriki, v kateri želimo za parašport navdušiti mlade z različnimi invalidnostmi. Parašport je pomemben del njenega življenja že 17 let. Je mojstrica karateja tretji dan in je aktualna evropska podprvakinja v parakarateju. Živijo, sem Diandra Bekčič iz Velenja in sem parakarateistka. Karate klub Velenje je njen domači klub. Tu trenira 3-krat na teden, v času pred pomembnimi tekmami pa vsak dan. Temu športu me je pritegnilo to, da se naučiš predvsem discipline, koordinacije in pa želja, da bi mogoče tudi jaz bila med najbolj uspešnejšimi športniki. Najbolj ponosna sem na 2-krat drugo mesto in 1-krat tretjo iz evropskega prvenstva. Dobri športni rezultati so lepa nagrada za večletno predano delo, saj učenje posamezne kate lahko vzame veliko časa. To kato, katero jaz tekmujem Goču Šijo Šo, sem trenirala 8 let, da sem jo znala do potankosti naštudirano, tako da je izgledala dobro. Diandra je še preden se je rodila doživela možgansko kap. Rodila se je s cerebralno paralizo, desno hemiparezo in nekaj manj kot 2 cm krajšo nogo. V mlajših letih je imela številne epileptične napade, ki so jih pri 11 letih uspešno zaustavili s posebnim operativnim posegom. Ko Diandro pogledamo danes, skoraj da ne opazimo, da je po čem drugačna od drugih deklet. A zato je Diandra pogumno prehodila dolgo pot, na kateri ji zelo prav pride tako njena trma, kot tudi športna pot, po kateri hodi. Ja, Diandra je zelo trmasta, vztrajna in tisto, kar si pač zada, tudi želi doseči na vsak način. Doseže pa tako, da vztrajno hodi vsak dan na treninge in želi tiste stvari popraviti, kar je recimo dela težavo. Jaz sem zelo ponosna na njo, da se vsak dan trudi. To Diandro v bistvu izžareva, no, to je njen smisel življenja. Diandra zdaj nima epinapadov, živi polno življenje po ustavitvi tega stimulatorja. Jaz vedno govorim, da se je začelo drugo življenje za njo. Diandri je šport dal ogromno, začela se je družiti z vrstniki, vključili so jo v karate klub Velenje med druge športnike, ne samo parašportnike, tako da živi res inkluzijo, naučila se je neke doslednosti, naučila se je, da redno trenira, da sledi navodilom trenerjev. In vidiš, da je srečen človek, da je postala srečna, ne? Ko pride s treninga nasmejana, to ti pove marsikaj. Srečna pa je tudi doma v krogu družine. Z mlajšima bratoma, mamo in očimom imajo spletene trdne vezi. Vesela sem, da me je tudi družina podpirala pri vsem tem in brez njih ne bi bila tu, kjer sem. Najljubši drugi športi poleg parakarateja so mi všeč drsanje in pa smučanje. Naučil me je smučati moj stric, ki je učitelj smučanja, tako da ja. Šport pa ji daje veliko več kot zgolj tekmovalne uspehe. Šport mi da prijatelje, družbo in pač uživam na splošno v treningih. Na veliko tekmovanjih z reprezentanco sem že bila, tako da sem videla ogromno sveta. Imamo čas, pogledamo si tiste znamenitosti tistega mesta, v katerem smo. Tako da lani smo si pogledali v Egiptu grobnice in pa piramide. To mi je bilo najbolj všečno. Pomemben del njenega življenja pa je tudi ustvarjalno delo v varstveno-delovnem centru Saša v Velenju, ki ga redno obiskuje preko delovnega tedna. Diandra je del skupine, kjer ustvarjajo iz gline. Različne stvari, od skledic do punčk, do šalčk, krožnikov. Najraje izdelujem punčke različnih oblik.
Všeč mi je, da sem med prijatelji in da se imamo fino in da je takšno sproščeno vzdušje. Še en prostor je Diandri posebej ljub. To je Velenjska knjižnica. Obisk knjižnice mi pomeni ogromno. Tam si izberem pač tiste knjige, ki so mi všeč in se potopim v tisti pravljični svet zgodb, ki jih knjige opisujejo. Trenutno berem knjigo o avtorici Pike Nogavičke Astrid Lindgren in pa brala sem knjigo o Luki Dončiću. Fantazijske so pa, jih je veliko. Mogoče Harry Potter je ena izmed meni zelo ljubih knjig, ki jo rada preberem vedno znova. Mogoče kakšna knjiga Intervju z vampirjem in podobno. Moja najljubša knjiga je Harry Potter in Zakleti otrok. Na knjižnih policah pa si želi nekoč zagledati tudi svojo knjigo. Ja, sama pa tudi pišem svojo knjigo. Navdihnil me je Darko Đurić, ki je napisal svojo knjigo in zaradi njega sem mogoče tudi jaz začela razmišljati, da bi bilo mogoče fino, da napišem tudi jaz svojo. Ko bo napisana, pa mogoče dobi ta en izvod. Seveda podpisan. Diandra ima v športu eno veliko dolgoročno željo. Glede športa si želim nekoč, da bi karate postal olimpijski šport in da bi lahko tudi mi parašportniki, ki smo v športih, ki niso olimpijski, nekoč nastopali na paraolimpijskih igrah. Ima pa tudi velik kratkoročen cilj. Jaz imam črni pas 3. dan, sem mojster karateja 3. dan. Tako da letos, če se bom orang potrudila pri treningih in tehnikah, grem letos jeseni delati 4. dan. Pri karateju mi je všeč eleganca in disciplina in da sem lahko pri karateju to, kar dejansko sem uspešen športnik. Nadaljujemo še z enim odličnim inkluzivnim športom Odbojko sede in projektom Odbito, ki želi odbojko sede približati slovenskim osnovnošolcem. Takole smo obiskali mlade na osnovni šoli Prestranek. Telovadnica osnovne šole Prestranek, učenke in učenci 8. in 9. razredov v pričakovanju prav posebnega šolskega športnega krožka, učne ure odbojke sede in priprave na turnir Odbito. Turnir Odbito se po navdihujoči premierni sezoni v lanskem šolskem letu vrača v slovenske osnovne šole. Letos bodo na zaključnem turnirju aprila v Velenju sodelovale ekipe s kar 22 osnovnih šol. Do takrat pa učenci spoznavajo in se mojstrijo v igri odbojke sede. Osnovna šola Prestranek je ena izmed osnovnih šol, ki so bile del projekta Odbito že v lanskem šolskem letu. Poskusili smo, kako gre, otroci so se navdušili in letos smo na željo otrok šli v ta projekt, zato smo. Otroci pa vedno znova ugotovijo, da to ni enostaven šport, da je v bistvu zelo gibljiv, da moraš biti močan in da sedeti je težko. Zato je še toliko več vredno, da prve odboje v sede spoznavajo iz prve roke naših igralk in igralcev odbojke sede. Tokrat sta učence skozi trening vodila Mira in Jordan Jakin. Da pokažemo tem mladim, da tudi če komu kaj recimo fali oziroma da ima kakšno poškodbo ali pa invalidnost, da se vse da z dobro voljo, z veseljem se vse naredi. Meni je predajanje znanja in tega športa veliko veselje, prav s tem spoznanjem, da je gibanje važno, pa kakršnokoli je. Nekateri učenci že trenirajo stoječo odbojko, nekaterim pa je odbojka povsem nov šport. So nam kazali, kako se pravilno igra in kako se servira. Težko se je premikati, ker nisi navajen teh gibov
Pa težko je, ker nisi navajen, da je tako nizko mreža. In so ti povedali, kako je najlažje sedeti, če delaš kaj narobe in te stvari. Koncentracija, roke na tla, še žogo odbiti, premakniti. Ampak sem zelo zadovoljna, ker to sprejemajo in uživajo v tem. Super, je bilo zanimivo, zaradi tega, ko sem ta šport prvič probal in ja, sem se dosti naučil. Meni je všeč to, da pridejo ljudje, ki so v tem športu, ki so znani, ki jim je bil v interesu, da pravzaprav srečajo nekoga, ki se s tem resnično ukvarja. Mogoče jim tudi bolj zaupajo, kot vsem ostalim, ker vejo, da imajo ogromno znanja. Mira in Jordan Jakin sta med učence podelila veliko znanja, veliko izkušenj, pa tudi veliko srčnega navdiha. Recimo ljudje dostikrat mislijo, da je odbojka samo za zdrave ljudi in tako, ampak je v bistvu tudi za drugačne, za invalide in tako. In se lahko dosti pokaže, da tudi če imaš poškodbo, da lahko narediš več in pokažeš drugim, da so ljudje ful več sposobni. Pri mladih mi je zelo všeč, ker so zelo poslušni, sprejemajo kar v redu to in kar hitro so osvojili. Sicer morajo pa še trenirati do tekmovanja, ne? Odbojka sede ima seveda tudi poseben čar ekipnega športa. Ko se ful združiš kakor ekipa in da se počutiš dobro in da skupaj igraš, naprimer, se ful povežeš, pa spoznaš tudi nove ljudi, ko greš na tekme. Kakšne želje pa imajo na tekmi zaključnega turnirja odbito? Upam, da bomo top 3. Prejšnje leto smo bili zadnji, ker je bilo malo bolj tako. Pa ne vem, upam, da bomo drugi, prvi. Da damo vsi vse od sebe, kar se da, in da probamo vsaj kaj zmagati. Da se bomo imeli lepo, pa tudi isto. Zdaj se bomo pa še malce pohvalili. Parašportniki smo dobili nov parašportni center, nov večnamenski prostor, kjer se bomo lahko srečevali, izobraževali, predstavljali medijem in še kaj. V prostorih Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja, so odprli prenovljen prostor, ki bo namenjen izobraževanjem, srečanjem, sestankom in najrazličnejšim s parašportom povezanim dogodkom. Parašportni center je namenjen predvsem aktivnosti, ki bodo povezane s parašportniki. Želimo si, da bi ta center zaživel v smislu usposabljanj, izobraževanj, morda kakšnih večjih sestankov, poskušali bomo pa tudi držati ven, tako da želimo, da bojo v bistvu obiskovalci nekako napolnili aktivnosti znotraj tega parašportnega centra. Odprtje centra so proslavili v družbi prijateljev in podpornikov parašporta. Predvsem je nam pomembno to, da se bojo v tem prostoru dobro počutili. Tudi v bistvu je dosti zgodovinskih detaljev znotraj tega, bi rekel, z te sejne sobe parašportnikov, tako da si želimo, da nekako zaživi in da prevzamejo kot svoj prostor tako parašportniki in vsi, ki bodo sodelovali v delu morda usposabljanj, predavanj in vseh teh stvari, ki so povezani s našimi športi. Prostor pa ni samo praktičen, ampak je tudi navdihujoč. Misli, ki krasijo stene novega parašportnega centra, so v parašportu veliko več kot zgolj zapisane besede. So življenjske resnice, ki jih s svojim zgledom vedno znova dokazujejo številni parašportniki. Vse to je nov parašportni center, prostor povezovanja, znanja, navdiha in priložnosti. Tudi ta nočna smuka je kar zanimiva. No, in smo prismučali do konca današnje oddaje. Jaz grem narediti še kakšen krog, vi pa nas ponovno gledajte v mesecu februarju, ko bomo popolnoma zimski. Adijo!